Benjamin, najprej čestitke za zmago včeraj. Najprej, kako je glava po tisti poškodbi? Ja, hvala. Glava je zelo boljša, kot je bila včeraj. Včeraj sem imel nekih teh vrtoglavc med te samo tekmo. Do sedaj so rekli tudi doktorji, da se dobro celi, tako da je dobro. Itak seveda v naslednjih dneh bo še boljš, tako da v bistvu me nič ne skrbi, da ne bi igral v naslednjo tekmo. Kako si doživel to super predstavo, 2 zadetka, pa potem tudi tisti trenutek, ko si moral z igrišča? Ne, itak, 2 zadetka spet za Slovenijo doma, v taki pomembni tekmi je nekaj največ, kar meni osebno veliko pomeni. Tudi zato, ker gre se za en zelo, zelo velik dogodek, kam se spet Slovenija lahko uvrsti. Do tistega trenutka, ko sem pač mogel z igrišča, dal sem svoj maksimum, enostavno je bilo nekih preveč vrtoglavic, tako da sem enostavno se usedel na tla in rekel, da ne morem več. Pri 11-metrovki se je tako videlo, da jo želiš izvajati. Je to dogovor iz slačilnice, da izvajaš 11-metrovke, kaj ne? Ja, tako to v bistvu nek dogovor tudi od samega selektorja, ki je določil to, tako da je tako na tem, ja. Kako ti gledaš na to sproščenost, samozavest, enotnost in tudi vse bolj neustavljivost skupine teh fantov? Ne, res, jaz sem zelo, zelo zadovoljen s celotno ekipo, s celim štabom, kaj delamo sedaj, kako se nekako združujemo iz tekmo v tekmo. Res samo lahko rečem to, da ne traja, da se še izboljšujemo iz tekmo v tekmo in samo nebo je neka meja, ne. Drugi zadetek, podoživimo ga skupaj, žoga Andraža v globino, ti z okrvavljeno glavo, stekel si z tisto žogo. Kaj ti je šlo takrat? Na kaj si Ne, takrat seveda, ko verjamem v svojo neko hitrost, ko veš, da si hiter, pa neke svoje sposobnosti, je zelo, zelo bilo v bistvu dobro to, da sem prišel v to situacijo, vedel sem, kdaj hočem udariti, kako si hočem naštimati in tudi, ko sem verjel, da bom zadel gol, sem ga.